Prosim, če nas z aplavzom nagradite na koncu. Pozdravljeni. 25. junija je rojstni dan samostojne Republike Slovenije. Pred 33 leti, natančneje 25. junija 1991. leta, je Slovenska skupščina razglasila temeljno listo o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Zvečer pa je na trgu Republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti. Sanje, za katere so naši predniki umirali, so postale resnične. Slovenci smo dobili svojo državo, Slovenijo. Postali smo samostojni in nismo bili več odvisni od drugih narodov. Nikoli ne bo zbledel spomina pogum in veliko enotnost v tistih dneh, ko je ponosno zaplapolala slovenska zastava z državnim grbom. 25. junij je postal najpomembnejši državni praznik Republike Slovenije, dan državnosti. Slovenski pregovor pravi, da nihče ne ljubi domovine, ker je velika, ampak ker je njegova. In Slovenija res ni velika. Ima pa veliko lepot in srčnih ljudi. Eden izmed njih je bil naš rojak, narodni heroj Karel Dasovnik Kajuh. Marsikateri učenec naše šole tekmuje za Kajuhovo plavno značko. Kaj pa še ve, da naša mladina o tem velikem človeku, ki je ustvaril nepozabne pesmi in se proslavil, ko je bil star komaj 22 let. Mogoče je danes trenutek, da Kajuha bolje spoznamo. Še prej pa je hitro ugodilo spomin na to, zakaj praznujemo dan državnosti. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija in je dela prost dan v Republiki Slovenije. Obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Sicer slavnostno razglašeni naslednji dan, 26. junija, na trgu Republike v Ljubljani. 2 dni kasneje, 27. junija, se je z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovensko samosvojitvena vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Sedaj se lahko posvetimo Karlu Dasovniku Kajuhu. Za vas smo brali nekaj zanimivosti o njem, ki ste jih morda že slišali ali pa tudi ne. Karel Dasovnik Kajuh je bil rojen 13. decembra 1922 kot Karl Vasle. Rodil se v hotelu Jugoslavija, ki je bil v lasti mamine družine. Danes je to eno najlepših stavb v mestu, imenuje se Kajuhov dom. Kajuh je bil nezakonski otrok Marije Vasle iz premožne šoštanjske meščanske družine. Leta 1924 je dečka posvojil Jože Lestovnik, pripadnik delavskega sloja, s katerim se Marija Vasle poročila in imela še sina Jožeta. Ko je bil Kajuh star približno 2 leti, je skoraj utonil v bližnjici Višnjevnikovega mlina ob reki Paki v neposredni bližini doma. Rešil ga je mesarski vajenec, ki je takrat prav čreval v vodi. Obdarili so ga žabno uro, vredno celo bogastvo. Še ne 6-letnega Kajuha so kot posebej nadarjenega predčasno vpisali v osnovno šolo, jo je obiskoval 5 let. Leta 1933 je šolanje nadaljeval v državni realni gimnaziji v Celju. To je današnja Kajuhova gimnazija, stoji na Kajuhovi ulici 2, v mestni četrti Kajuh. Kajuh se je vsak dan vozil z vlakom iz Šoštanja v Celje. Nekaj časa je tudi stanoval v Celju. Na vlaku so se napredno misleči vrstniki zbirali v enem kupeju. Veljali so za najbolj disciplinirane vozače. Na vlaku je Kajuh deklamiral in pel pesmi. Drobna pesem. Jaz sem droben list, ki drevo mu daj hrano. To drevo iz zemlje rase, zemlja pa je vir življenja. In življenje, vir človeštva, in človeštvo, to je hrast, ki človeku daje rast.
1938 je prvič javno objavil 4 pesmi v dijaškem glasilu Slovenska mladina. K pisanju ga je spodbujal njegov tesni prijatelj, dijak in tajnik slovenske mladine Konstantin Nahtigal. Kajuh mu je večino pisem napisal zeleno tinto. V celjski gimnaziji je sam narisal naslovnico na svojo prvo pesniško zbirko, ki jo je nameraval izdati. Njegove pesmi so mu večkrat cenzurirali. Kajuh je bil šoštanski prvak v namiznem tenisu in nogometni vratar. Njegov oče je nekaj časa delal v šoštanski usnjarni, ded pa vse življenje. Kajuh je oba upodobil v pesmi. V tovarni. Vse besede so bile besede in gospod je še gospod ostal. Delavec bo kakor prej garal in gospodom polnil sklede. V prsih vrenam, a usta molčijo. Danes še molčijo, a privrelo bo iz prs, iz prevročih prs, bruhnilo bo iz ust, iz krvavih ust. Marija Medved iz Šoštanja Kajuh jo ljubkovalno klical Mičica
je bila njegova prva ljubezen, muza, prijateljica in somišljenica. Pesniški zbirki bi lahko rekli Snopiču 13 pesmi, ki jih je leta 1940 pretipkala Marija Medved za njune prijatelje za vsakega s posvetilom. Ohranjena sta rokopis in najmanj en tipkopis. V Mariboru in Šoštanju je Haju živel aktivno politično življenje. Oblasti se je zdel nevaren, zato ga je preganjalo. Začetek vojne dočakal v Šoštanju, med pogostimi gestapovskimi reakcijami se je skrival na podzvežju hotela za Divnik. Po napadu na Jugoslavijo je bil zaradi političnega delovanja nekaj tednov zaprt doživotno pri Slovenj Gradcu, kjer so ga mučili. V zaporu je napisal nenapisano pismo iz Ječe. Veš, mama, rad bi ti napisal pismo. Poslal bi rad vsaj en pozdrav. Že dolgo od tega, kar več skupaj nismo, da bi le to lahko rekel, da sem zdrav. A kam naj napišem? Ste doma ostali? Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj s teboje? So te kam pregnali? Te v Šleziji je gladi izžel. Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj, povsod je s tabo moj pozdrav. In kjer sem jaz, si tudi ti z menoj, zato ne misli, da sem sam ostal. Morda nikoli več ne bova zrla si obraz, a nikdar ne bom pozabil na te. A želel bi, da ne utihne premi glas, dokler ne porečem, glej, ta svet je tudi zate. Po izpustitvi zapora se je poleti 1941 skrit med sodjo odpeljal v Kranj. Od tam je s ponarejenimi dokumenti prišel v Ljubljano. V okupirani Ljubljani je napisal največ ljubezenskih in partizanskih pesmi. Bival je s ponarejenimi dokumenti in pod različnimi imeni. Dragojeran, Oto
avtor Majer Jakobrovšek. Pesmi objavljal pod psevdonimom v različnih glasilih Mladi Sloveniji, Slovenskem poročevalcu, Naši ženi. Imel je različne zdravstvene težave, pogosto z zobmi. Zadnje mesece leta 1942 je pri oblasti veljal za mrtvega, ker so napačno identificirali mladeniča, kateri je umrl v partizanski akciji. Bivajo na različnih lokacijah, tudi pri Ponikvarjevi, kjer je bilo zatočišče ilegalcev. Na Silvestrovo je Kajuh spoznal Silvo Ponikvar, ki je globoko zaljubljen posvetil najlepše ljubezenske pesmi. Pločevinasto škatlova slaščice je shranjena novo prepisan zvezek pesmi posvečen Silvi. Januarja 1943 fotografije in njuno zapuščino. Škatlo je zakopal pod bujno češnjo na Ponikvarjevem vrtu, Silva pa je kasneje zakopala na drugo lokacijo in tako se je ohranila vsebino vred. Samo en cvet, en češnjev cvet, drteč in bel, odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumnico sedel. Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet, trpil pomladi tej. In glej, ta cvet, ta droben češnjev cvet, po v njih izbrisal malodušno sled in spet ražaril tožnim pogled. Samo en bel, en češnjev cvet, odlomi, moja draga. Saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Avgusta leta 1943 je Kajuh odšel v partizane na osvobojeno ozemlje. Bil je vodja propagande in kulturniške skupine 14. divizije, ki je opogumljala borce ter prebivalstvo. Kajuh je psevdonim partizansko ime. Pesnik se je kot Kajuhov Tonč prvič podpisal konec leta 1942 kot Kajuh v partizanih. Kajuh je ljudsko poimenovanje ptice ujede, kanjuh.
Kajuh je znal vse svoje pesmi na pamet. V Partizanih se je zbližal s partizanko in plesalko Marto Pavlin Brino. Prav ona mu je po njegovem nareku natipkala pesmi za prvo zbirko, ki je išla novembra 1943. Išlo je 38 izvodov. Naslov zbirke je bil Pesmi. Danes sta ohranjena 2 izvoda. Kajuh je bil vodja kulturne skupine udarne 14. divizije, ki je štela več kot 1000 mož. V manj kot 2 mesecih so v hudem mrazu in snegu prehodili 500 kilometrov. Med pohodom je pri sebi Kajuh imel črno beležnico, v katero je pisal pesmi. Beležnica in špetalni so ranjeni. 22. februarja 1944 se je 14. divizija po hudih bojih utrujena in prezebla ustavila v Šentvidu pri Zagorju. V dolgem času se je Kajuh želel obiskati Šoštanj, ki je bil oddaljen le 2 uri hoda. Bil je pustni torek in od domačije Bank se je Kajuh namenil k počitku na nekaj minut od oddaljeno domačijo Šlemnik. Tam se je pridružil kulturnikom. Kmalu zatem Zaplovi pesem vrti zmage preko Majgora, zaplovi pesem divizije 14 v svet. Ponesi Tomšiča, Dušecerja, Dubravčiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. Upor po 14 Kajuš, naj se razlika prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Upor po 14 Kajuš, naj se razlika prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Po domovina slane iztrpljenja in gorja, takrat bo 14 zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. Umor bo 14 Kajuš, naj se razlika prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Upor po 14 Kajuš, naj se razlika prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Kmalu zatem so hišo obkolili Nemci. Kajuh se skušal prebiti iz kuhinje, a ga je zadel strel nemškega vojaka, ki je zapisal, da je ustrelil smejočega se partizana. Padli Kajuh je imel v prsnem žepu črno beležnico in drobnoročno uro, ki mu jo je podarila Silva Ponikvar pred odhodom v partizane. Kajuh je umrl pri 21 letih. Do leta 2021 so bile njegove pesmi prevedene v 21 jezikov. Kajuh je ustvaril več kot 150 pesmi, ki so bile prvič zbrane na enem mestu leta 2015. Več kot polovica Kajuhovih pesmih je uglasbenih. V svojih poezijah je izrazil hrepenenje po lepšem in pravičnejšem svetu. Najbolj znan vers je iz pesmi Materi padlega partizana, zapisan je v več različicah. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v radosti plašno strepetala. Samo, da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu nežno v solzah šepetala. Glej,
Kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal, nikdar se ni klizu svobode izmikal. Tako si mu segla poslednjič v roko in v tebi je tlelo. Da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove, prisluhni natanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Toda, za kar sem umrl, bilo je premalo umreti. Leta 1953 je bil Kajuh eden od 2 kulturnikov razglašen za narodnega heroja. Leta 2017 je občina Šoštanj na Žlebnikovi domačiji postavila Kajuhov spominski objekt. Oton Čupančič je v spomin srečanjem s Kajuhom zapisal: kadar bom slišal visoko nad smehkami samotni klic, bom tiho pomislil nate in na tvoj čilipolet, mladi Kajuh Kanjuh. Kajuhovo bralno značko podeljujemo v naši dolini že od leta 1967. Po Kajuhu ste poimenovani osnovni šoli v Šoštanju in v Ljubljani. Kajuhovo ime nosi 39 slovenskih ulic, v Ljubljani tudi Kajuhov most. Od leta 2022 v Šoštanju je obnovljen Kajuhov park. Na vrtu literarnega zgodovinarja Matjaža Kmesla raste in se bohoti ljubka in višnjavo rdeča vrtnica Kajuh. V Veljenu imamo Kajuhov moški pevski zbor, ki je danes z nami. Leta 2022 smo obeleževali 100. obletnico Kajuhovega rojstva. Vlada Republike Slovenije pa je leto 2023 razglasila za Kajuhovo leto. Kajuh je znan kot partizanski pesnik, pesnik upora in upanja. Njegova poezija je slovenska klasika 20. stoletja. Če pa prisluhnemo zunaj prostora in časa, ima Kajuhova poezija poseben zven. Sedaj smo spoznali našega rojaka malo bolje, na drugačen način. Lahko smo ponosni nanj. V tako kratkem življenju je ustvaril tako veliko umetnin, kot jih ustvarjajo veliki pesniki v prvih letih svojega življenja. Spomni se
današnji zadnji šolski dan, šel sem v letu 2024-2024, najbolj današnji je tudi poletne počitnice.